gospod Godler, tako je, tudi letos smo imeli Eurovizijo in smo lahko ponovno prižgali male ekrane in gledali, katera evropska država bo tokrat imela najboljše homoseksualce. Tudi tokrat festival, znan kot Gej Olimpijada, ni razočaral, tu pa je nekaj najbolj izstopajočih pesmi. Zmagal je Švicar Nemo s pesmijo The Code. Bi rekel, da je ta pesem malo me spominjala na risanko Iskanje malega Nema, a se mi zdi, da je ta Nemo iskal bolj samega sebe. Pevec je navdušil tudi svojo izbiro obleke, sploh ko mu je druga tekmovalka posodila svojo trnjevo krono, da je z njo izgledal že kot nekakšen gej Jezus. Mislim, definitivno deluje, kot da bo mogoče umrl za ene grehe. In čeprav je njegova obleka bila dovolj homo, da bi izstopala še na kakšni paradi ponosa, definitivno ni bila edina na Euroviziji. Zmagovalna pesem po izboru občinstva je namreč bila hrvaška Rim Tim Dagi Dim od izvajalca Baby Lasagna, ki je prišel na oder oblečen, kot če bi Pirate iz Karibov režiral Damjan Murko. Obleka naj bi jemala navdih od tradicionalne hrvaške narodne noše, ampak meni se zdi, da je kar nekaj vpliva vzela tudi od tematskih večerov o gusarjih v gej klubih. Če bodo Village People kdaj iskali 7. člana, mislim, da imamo človeka za vas. Joost Klein, ki je zastopal Nizozemsko, je bil oblečen, kot da bi prišel iz prihodnosti. Nas posvariti, da se ustavimo, dokler je še čas. Kasneje je pa bil diskvalificiran iz nastopa v finalu, ker naj bi se neprimerno obnašal do ženske članice produkcije. Nizozemski navijači so bili zgroženi, da je to prekomerna kazen, a vodstvo Eurovizije preprosto ni želelo tvegati, da kdo od nastopajočih ne bi bil totalen homič. Raven žal ni zmagala in to kljub temu, da se je oblekla zelo provokativno. Oziroma mogoče zaradi tega. Brez zamere Raven, ampak to ni ravno tekmovanje, ki ga lahko zmagaš z joškami. Škandal na Eurosongu je povzročilo tudi bujanje pesmi Hurricane izraelske izvajalke Eden Golan. Občinstvo naj bi se proti pevki obrnilo zaradi političnih razlogov, vezanih na dogajanje v Gazi. A mogoče so bili preprosto razočarani, ker so slišali ime Eden in so pričakovali, da bo nastopal moški. Francoski pevec Slimane je navdušil publiko svojo pesem Mon Amour, ki jo je zapel ob danu Belino. Nekateri redni obiskovalci Eurovizije so komentirali, da toliko belega na odraslem moškem niso videli že od lanskega afterja. Finec Windows 95 Man je prišel do finala s svojo pesmijo No Rules, ki jo je začel brez hlač. Ni pa osvojil zmage, ker si jih je kasneje oblekel. Publika je komentirala, da jim je bila všeč ta ideja obratnega striptiza, ampak se jim dajati več oblek na nastopajočega preprosto ni zdelo v duhu dogodka. Irsko je prvič zastopala nebinarna oseba Barbie Tug, ki je svojo pesmijo Doomsday Blue zasedla 6. mesto. Poleg tega, da je Barbie Tug spolno nebinarna, je svojo pesem odpela oblečena v demona. Saj veste, če bi ta festival do zdaj komu slučajno bil preveč pobožen. Latvijski tekmovalec Dons je navdušil publiko s svojo pesmijo Hollow, ki jo je zapel oblečen v oklep. Ja, na takem dogodku definitivno ni odveč zaščita. Švedsko
Kocko sta svojo pesmijo Unforgettable zastopala Markus in Martinus, ki sta tudi identična dvojčka. Tako je, ja, bratca sta in tudi toplo oblečena. Lahko bi skoraj rekli... Angleški pevec Olja Alexander je navdušil svojo pesmijo Dizzy in pa plesno točko, kjer se spogleduje s 4 pomanjkljivo oblečenimi fanti. Kot pravi ljubitelj tople vode je pa svojo točko umestil v nekakšno tuš kabino, ki pa se je med nastopom navidezno obračala, tako da je za Olja na trenutke bilo res težko vedeti, v katero smer se nagiba. To je bilo za letos vse. Se pa že veselim Eurovizije 2025, ki verjamem, da bo tako glamurozna, tako bombastična in tako neverjetno gej, da bodo še na društvu Legibitra primorani reči: ok, folk, kaj lahko malo manj, to gledajo otroci. Komaj čakam! Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.